Dekleta berejo ljubezenske romane, v katerih par, ki ima spolni odnos, poleti v zvezde. Vse je čudovito. Vendar je realnost pri prvem spolnem odnosu malo drugačna, opozarja ginekologinja Andreja Štolfa Gruntar, s katero smo se pogovarjali o izkušnji prvega spolnega odnosa in na kaj je treba pri tem paziti. Kdaj je prava starost za prvi spolni odnos, je težko reči. Zaradi možnosti prenosa spolno prenosljivih bolezni ob spolnih odnosih mi svetujemo, da mladi začetek spolnega življenja odložijo čim dlje. Lahko je to tudi po 20. letu, kar je sicer redka starost, kajti pri nas se večina ljudi odloči za prvi spolni odnos v najstniškem obdobju. Vendar naj bo to premišljeno, naj ob prvem spolnem odnosu tudi uporabijo zaščito pred eventualnim prenosom spolnih bolezni in pred neželeno zanositvijo. Velika večina najstnikov doživi prvi spolni odnos nekje okrog 17. leta. Takrat ima za sabo prvi spolni odnos približno 50% najstnikov. Mladi se pogosto prehitro odločajo za prvi spolni odnos. Velikokrat premalo razmislijo, ko se spustijo v ta prvi spolni odnos. Morda je naključen z naključnim partnerjem na kakšni zabavi. Velikokrat jih zanese uživanje alkohola ali drugih drog. Zdravniki pa svetujemo, da se za začetek spolnega življenja odločajo šele takrat, ko čutijo, da so socialno in čustveno zreli in s partnerjem, s katerim si spolnosti res želijo. Pri mladostnikih je tipično, da imajo fantje bistveno močnejši spolni nagon kot dekleta in tudi, ko se podajo v prve romantične zveze, fantje prej pritiskajo, da bi začeli spolno živeti. Dekleta se pogosto ne čutijo še zrela za spolno življenje in si tega niti morda ne želijo, razen tega pa pri njih obstaja tudi precejšen strah pred eventualno neželeno zanositvijo, ki fantov ne ogroža. Realno je tako, da svetujemo, da se spustita kot par tako daleč v spolnosti, kot sta oba pripravljena. Menim, da je dekletov ne obzirnemu fantu, tistemu, ki mu je res do tega dekleta, dovolj močan argument, da s takim prepričevanjem, siljenjem v spolne odnose preneha. Verjetno je ključni moment takrat, ko oba presodita, da si želita spolnih odnosov. Res je velikokrat tako, da nekdo prvi predlaga, vendar se za spolni odnos morata strinjati oba. Kasneje, kot začnejo najstniki s spolnim življenjem, vemo, da je njihovo zadovoljstvo ob začetku spolnega življenja večje. Marsikdo začne, bodisi iz radovednosti, bodisi iz česa drugega, prezgodaj, je razočaran, vidi, da to ni tisto, kar je pričakoval in potem marsikdo odloži nadaljevanje spolnega življenja za kar nekaj let. Ja, zdaj, problem teh generacij novih je, da pač so telesno prej zreli kot mentalno. In ker so enkrat telesno zreli, telo zahteva svoje tudi v tem pogledu. In jasno,
radi eksperimentirajo. To je nemogoče preprečiti, ne. Tukaj edino stvar, ki jo lahko naredimo, je to, da jih podučimo o varni spolnosti. Vse statistike kažejo, ne, da slovenski mladostniki začenjajo s prvimi odnosi pri 13 letih. Ne. To mislim, da je treba sistemsko pristopiti k temu problemu in otrokom, če jim že ne moramo preprečiti, da imajo prezgodaj spolne odnose, jim moramo omogočiti, da jih imajo vsaj zdrave in varne. Dekleta iščejo informacije o tem, kako se pripraviti na prvi spolni odnos na najrazličnejše načine. Zelo veliko jih posega po različni literaturi, veliko informacij je na internetu, velikokrat dobijo zaupne informacije tudi od zaupnih odraslih oseb, lahko so to starejše sestre, lahko je to mama, lahko je to učiteljica, lahko je to psiholog, ki ga obiščejo. Pogosto pa pridejo res pred odločitvijo za prvi spolni odnos tudi k ginekologu, predvsem na pogovor o rabi zaščite. Za mlada dekleta svetujemo rabo dvojne zaščite, se pravi zaščito pred neželeno zanositvijo in zaščito pred prenosom eventualnih spolnih bolezni. Kondom je tisti, ki najbolj verjetno zaščiti pred prenosom spolno prenosljivih bolezni in ki je tudi ob redni in pravilni rabi dobra zaščita pred neželeno zanositvijo. Več o spolno prenosljivih okužbah in zaščiti pred njimi pa v prihodnjih oddajah o spolnosti. In kaj lahko mladi, predvsem dekleta, pričakujejo ob prvem spolnem odnosu? Pogosto je prisoten strah, pogosto je prisotna trema, posebej, če je to za oba prvi spolni odnos. Verjetno sta malo nervozna, ne znata uporabiti kondoma in realnost je lahko drugačna. Lahko je prisotna bolečina, lahko je prisotna krvavitev, vendar ob vsakem naslednjem spolnem druženju se to izboljša. Tako da redko je prvi spolni odnos podoben temu, kar beremo v romanih, naj bi pa bil dejanje zaupanja med dvema človekoma, ki se imata rada.